Dober dan, pozdravljeni ponovno na kanalu Greg Skort. Gregor tukaj z vami, ko ste že navajeni. Ampak danes za spremembo ne sam, danes v dobri družbi prijatelja Mitreja Gabrjana, ki še ga niste spoznali, a ga boste danes in nadejam se tudi, da v prihodnje. Mitja je en velik navijač Luke Dončića, Dallas Mavericksov in tudi dober poznavalec, odličen poznavalec moštva Dallas in v veliko veselje mi je, da lahko danes Mitjo pozdravim v svoji družbi. In še tole, vljudno vas vabim, da se naročite na moj kanal Greg Skort za podobne analize, highlightse Luke Dončića in ostalih košarkarskih zadev. Vabljeni. Mitja, lepo pozdravljen. Lep pozdrav, Gregor, lep pozdrav vsem poslušalcem, pa hvala za vabilo. Seveda. Skod se oglašaš, Mitja, da še tole na hitro razčistiva? Jaz zdaj že 10 let živim na Dunaju, tako da, z Dunaja. Evo, odlično, se pravi... A z karantene celo? Madonna. Se pravi Ljubljana, calling to Dunaj, via Dallas. Točno tako. Takole, evo. Mitja, ni skrivnost, danes si gledal tekmo Dallasa proti LA Clippersom. Končno se je prevesilo na stran teličkov, končno zmaga. Ja, kaj, Luka je bil nazaj, je to glavni krivec? Kako si ti videl srečanje? Daj malo na hitro povej. Vemo, tekma je šla v podaljšek, mislim pa, da si bil precej slabe volje ob koncu rednega dela tekme. Dobro, zdaj ne bom vsega povedal, kaj smo si midva pisali, ampak tekma kot taka, prvi polčas, nekako, kako smo že vajeni, bi rekel, Dallas zelo slab met. Celotne ekipe, mislim, da celo za 3 so metali 7%, Luka zadel, če se ne motim, tik pred polčasom edino trojko. Od ekipe kot celote res, mislim, da še Brunson se je poškodoval. Tako je. Bolj bogo je izgledalo. Drugi polčas je bil vse do zadnje minute zelo dober na nivoju. Mislim, da so tudi igralci tisti, ki so v zadnjem času, bog kot ne, bom rekel, premalo pokazali, da so, ne vem, Timi je nekaj zadev, Kleber je igral dobro, ni izpadlo, bom rekel, slabo, razen zadnje minuto pa pol, tega pa ne morem razumeti, ker to pa se jim dogaja kot po tekočem traku, da imaš 10 točk prednosti. Tako. Pa da na koncu pride, oziroma te nasprotnik pripravi do tega, da ti igraš podaljške, minuto pa pol do konca je bilo to, če se ne motim, 15 do konca mrtva žoga, Porzingis proti Terencu Manu, skok zgubi, vodijo še vseeno 5 točk, potem spet zgubijo, ne zaprejo pod košom, zgubijo skok in trojka, izgubljena žoga, pa še ena trojka, To so take stvari, ko jih ne razumem, pa se ne bi smele dogajati neki profesionalni ekipi. Ja, seveda, se povsem strinjam. Se opravičujem, da sem te zmotil. To me zdaj malo spomnilo na neke stare zaključke slovenske košarkarske reprezentance, ko smo imeli praktično dobljene tekme, pa smo jih potem zgubljali in proti Grkom in proti Srbom, ne vem komu še na velikih tekmovanjih. Ampak to pa ni nič novega pri Dallasu, se strinjaš? Jaz ne vem, glede na to, da v preteklosti, da se je veliko govorilo, da je Carlisle bil eden krivcev za te slabe zaključke, ker načeloma, koliko se spomnim, pa so bile izjave, da bi on imel njegova edina ideja v zaključku tekme je bila, da je žogo Luki, ne? Se ni kaj ekstra spremenilo zdaj s prihodom Kida, kar se tega tiče. Ne vem, take zadeve, ko imaš takšno prednost, kot so imeli, pa da vse zaslužijo na koncu zmagali, ni kaj reči, samo da pa ti nasprotnikov omogočiš, da ti dobljeno tekmo skoraj vzame, ne? Da obrne, ne? To pa se ne bi smelo dogajati. Tako, ja.
Dobro, hvala Bogu se je v redu končalo, kot si sam dejal, zmaga po podaljšku, temu ne bomo gledali v zobe. Daj mi povej, ti si reden spremljevalec tekem v tej sezoni, še celo boljši od mene, bolj redno spremljaš zadevo. Zadnja 3-4 srečanja brez Luke ni šlo. Tokrat se je Luka na tekmi pojavil, kljub bolečinam, in smo zmagali. Kje vidiš ti tukaj največjo prednost? A ekipa enostavno ni sposobna igrati na takšnem nivoju brez Luke? Je Luka takšen faktor v igri? Kako ti vidiš zadevo? Mislim, da to sploh ni nekega vprašanja. Mislim, realno gledano, on je en 5 najboljših igralcev lige. Tako. Nosilec v vseh pogledih, se tudi če statistiko njegovo pogledaš, ampak okrog sebe ima bolj kot ne igralce, ki se zanašajo na to, da bo vse on sam rešil. Zdaj, če gledaš, kolikokrat se je dogajalo v zadnjih tekmah, oziroma na današnji, samo če si spremljal, da so ga podvajali, da je potem on podal nekomu, ki je bil prost, pa bom rekel, v bližini nikogar, mislim, vrže na koš, pa fuli vse. Mislim, ga hočem povedati, so igralci, ki njegovi ga ravno ne podpirajo, oziroma nimajo neke dodatne kvalitete, da bi sami lahko odločali. Tak je občutek, da biš povedaš. Dejansko. Zdaj si me spomnil na trenutke današnjega srečanja. Ravno v zadnji četrtini se je non-stop dogajalo podvajanje na vrhu trojke, celo tam blizu polovice na Luki, ki je praktično 7 ali celo 8 krat, skratka non-stop je podajal na post, ali je bil tam Porzingis ali Kleber, potem je pa sledila podaja na trojko. Prav se spomnim, ko je Finney Smith dobil žogo sam kot duh na trojki, kaj je sledilo? Airball. Žoga slučajno v roke Porzingisa ali kogarkoli, podaja Timijo, zgreši in tako naprej. In točno to je to, kar si govoril. No. Treba reči, da kar se tiče obrambe, so naredili kar korak 2 v ta pravo smer v tej sezoni, do zdaj. Ja. Samo pač v napadu pa smo bili vajeni sploh prejšnjih sezona, da jim je napadu dosti bolj steklo, kot mislim, da so zadevali. Ne. Tako, bili so ena izmed boljših napadalnih ekip, drži, ja. To, kar se jim zdaj dogaja, pa v napadu pa pač, ni to, kar smo vajeni. Tako. Pred začetkom sezone je bilo ogromno govora o tem, predvsem trener Kit je govoril, da bo želel Luko razbremeniti od žoge, da naj malo bolj zaupa soigralcem. Zdaj se zdi, da je začel mogoče v določenih situacijah celo malo preveč podajati. No. Pa se mi zdi, da edini, ki mogoče nekaj vrača, je Kristaps Porzingis. A se strinjaš, da je zadnje tekme on krepko dvignil nivo igre? Ja, zdaj je igralec, bom rekel, ki upravičuje tudi vložek. To, bom rekel, odkar je v Dallasu zaradi poškodb pa povprečnih iger, se tudi ni bila neka dodana vrednost. Tako. Težko je pač reči, ker mislim, da dobi 35 milijonov na sezono in zato je dal definitivno premalo, sploh če gledamo, koliko tekem je odigral. Zdaj pa zadnjih 6-7 tekem pa je res na nivoju in tak tandem z Luko, zna biti zanimivo. Je pa res, da rabijo tudi okrog sebe soigralce, ki, ko ona dva nista na terenu nekaj naredil. Ja. Zdaj občutek dobiš, da v tem trenutku je mogoče Brunson edini, ki je zmožen ta korak narediti, ekipo tudi voditi. Ampak zdaj se mislim, da se je tudi on poškodoval, zdaj če je težje, to ne vem, ampak bomo videli, kaj bo. Tako je, Brunson je z nekaj predstavami letos že dokazal, da je lahko mogoče tista tretja zvezdica zraven Luke in Kristapsa. To smo mogoče celo malo bolj od Tima Hardawaya juniora pričakovali, pa kakorkoli. Veš, kaj je meni zanimivo? Luka letos do same poškodbe ni kazal takšnih predstav, oziroma številke niso kazale to, kar so v preteklih sezonah, ko je bil v bistvu med prvimi v celi ligi v scoringu, asistencah in celo skokih. Letos je vsega tega nekoliko manj, ampak ekipa pa drži ful dober rezultat, če temu tako rečem. No.
A je to prednost, a se bo Luka še samo stopnjeval do konca sezone, do končnice, če tako rečem, kako ti gledaš na to situacijo? Jaz se tudi, če gledaš, mislim, zdaj moje osebno mnenje, ne, zdaj tudi današnja tekma je tak primer bila, da nasprotne ekipe ga podvajajo. Ja. In on je prisiljen, bolj kot ne more zdaj z glavo skozi zid, ne, ampak Tako. je prisiljen tudi podajati bistveno več. Je pač tak, da tudi okrog sebe mora imeti svoje igralce, ki bojo zadevali, ja, tako kako si sam prej rekel za situacijo na današnji tekmi. Če je prost, bi naj zadev, ne, sploh to pričakuješ od enega Hardwareja. Definitivno. To mislim, da je ena stvar. Druga stvar je, da meni se je zdelo na začetku sezone, da je Kit od njega zahteval, da se malo nazaj potegne. Vse je bilo vidno, ja. Ne, je pa se tudi to spremenilo tam po enih 5-6 tekmah, ker ekipa je delovala totalno razglašeno v občutku. Ampak ja, ne vem, na koncu od Luke se, ti si v enem članku oziroma komentarju, ki si ga pred časom dal, si sam rekel, da je nekje na 85%, je tak občutek, sem tudi dobiš, ja, ker vsi vemo, da je zmožen bistveno več, so pa njegove številke vseeno impresivne. Drži. Mislim, jaz preživim s tem, da ima Luka nekoliko slabšo statistiko, pa imamo potem Dallas malo bolj pri vrhu, še posebej bo to pomembno, ko pridemo blizu končnice. Dobro, Luka je bil zdaj zaradi te poškodbe nekaj časa odsoten. Dallas je odigral, ti boš me popravil, ne vem, če 3 ali 4 srečanja brez njega in prav vsi porazi. Kaj si ti videl na teh tekmah brez Luke od ekipe Dallasa? Meni osebno to, kar sem spremljal, ni bilo všeč niti podrazno in me je v bistvu zelo zaskrbelo, ker če pride še do kakšne poškodbe in odsotnosti Luke, kljub temu, da je Porzingis odlično odigral v vlogi brez Luke, se pravi tiste edine zvezde prave, sama igra Dallasa ni bila ne lepa za pogled, ni dala rezultata, ničesar. Se na koncu zdaj, če se spomnim prvih tekem proti Phoenixu, tam nekje 3/4 niti ni izgledalo tako slabo, ne? Okay. Samo v zadnji četrtini pa si dobil občutek, da ker ni Luke, da so v situacijah, sploh ko se odločalo o zmagi, da so totalno tam so zblazneli malo, ne? Niso vedeli, kaj točno naj delajo, ne? Kdo naj vzame žogo. Na prvi tekmi proti Phoenixu so nekje minuto pa pol pred koncem še bili, bom rekel, v prednosti. Na drugi tekmi so celotno četrtino pozabili na koš metati, tako da brez Luka je pač to druga ekipa in Dallasu se ti zdi, ne vem, kak je tvoje mnenje, ampak jaz mislim, da ni manjka sploh en igralec, en pravi center. Center, ja, to sem želel reči, izvoli, nadaljuj misel. En pravi center, ker Coley Stein pa Powell, kaj te vem, ni to, ne? Po drugi strani pa en playmaker, ki tipa Goran Dragić. Da bi še malo razigral, ne? Ja, ampak se pravi, če zdaj ti gledaš ekipo brez Luke, ti deluje res, kot da ni nekega nosilca, nekoga, ki bi prevzel odgovornost. Luka pa tako sam veš, da prosi za vsako žogo, oziroma se bori za vsako žogo. Tako dejansko, ja. Saj sicer košarka moderna predvsem sloni na neko igro brez nekega klasičnega centra, pa vendar, ne, pri Dallasu, ko imamo Luko, ki je dirigent moštva, ki si tako zelo želi centra, ki bi mu postavljal bloke, pa bi ga potem iskal na pick and rollu, ne, ker Luka, vemo, je mojster te igre, ne vidim sploh boljšega igralca pick and rolla, mogoče razen Chrisa Paula v tem trenutku od Luke v celotni ligi, pa tega ne dobi, ne more. Saj se zgodi nek pick and roll pa akcija na alley-oop, recimo Dwight Powell pri tem prednjači, medtem ko pa prej omenjeni Coley Stein, tu jaz predvsem vidim celo pomanjkanje kvalitete, no, za tak nivo, ampak saj Dallas organizacija praktično nič ni naredila v tej smeri, da bi na ta način kakorkoli okrepila
ekipo, pa tudi z nekimi piki ni ravno zadela, vemo, prodali so pred časom oziroma menjali Seta Curryja kot izvrstnega strelca. Filadelfiji, pa če ravno so trdili, da okoli Luke gradijo moštvo šuterjev, pa vidimo, da jih zdaj manjka šuterjev, centrov, pa ne vem, kaj še vse, ne, tako da tale center bi bil zlata vreden, definitivno. Ja se malo spomnim tekem proti se opravičujem, sem te prekinil. Kar. Tekem proti Filadelfiji ali pa Utah, kako smešno izpadajo, ko jim en Embiid ko so močni centri na drugi strani, ja, tako. Pa ga pokriva Powell, ki je 2 glavi manjši, ali pa Coley Stein, ki ima, ne vem, mogoče polovico njegovih kil. Drži. Ne vem, pač lepo se je videlo, ne vem, na letošnjih olimpijskih igrah, kako Luka funkcionira z nekom, ki zna igrati pick and roll. Saj to. In to bi je to počel izvrstno in ja, tak občutek imaš, da se to manjka. Definitivno. Dajmo se v situacijo nekih GM-ov postaviti, pa recimo, da imamo pred sabo eno čarobno palčko, pa vseeno bodiva realna, pa v nekem okvirju, koga bi ti, če bi lahko izbiral igralca oziroma 2, ki bi Dallasu oziroma Luki najbolj ustrezal, koga bi recimo postavil v moštvo Dallasa ob Luki? Na prvo žogo, no, tako. Na prvo žogo. Zdaj sem te malo presenetil, vem, ja. Zdaj si me malo dolgo. Tako, ti bom dal še malo časa za premislek. Andre Drummond, Ok. ki je v Filadelfiji. Ja. Njega v bistvu so imeli že lani priliko dobiti, pa je pol šel k Lakersom. Aha. In govorilo se je o njem, če je bilo... Definitivno se je govorilo, ja. Njega definitivno pa, tako kako sem rekel, Gorana. Goran, vsekakor. Mislim, da je ravno to en tip igralca, ki Dallasu zelo manjka. Verjamem. Dobra izbira, sigurno. Jaz bi mogoče razmišljal celo o Bogdanu Bogdanoviću. Zakaj? Zato, ker govorita podoben jezik plus šuterje, kar ekipa nedvomno potrebuje. Na centerski poziciji pa sem še samega sebe presenetil s vprašanjem, še tudi nimam pravega odgovora. Kakorkoli. Res je, da je sezona se komaj prav začela, pa vseeno, dosti si že videl letos od iger moštva Dallas. Kam lahko sežejo letos? Si upaš napovedati končnico, prvi, drugi krog, karkoli? Ja, to je spet odvisno od tega, kako bodo sezono zvozili. Zdaj trenutno mislim, da so na okrog 60%, kar jim prinaša 4. mesto. Ja, možno. Na vhodu. Ja. Ja, načeloma, dobro bi bilo, da se le izognejo spet Clippersom. Ja. Mogoče ne bi bilo slabo, da dobijo kakšnega drugega nasprotnika v prvem krogu, ker smo videli zadnji 2 sezoni, kako je to izpadlo. Sploh prejšnji je to bolelo, so, bom rekel, imeli zelo lepo priliko, pa je niso izkoristili. Pa spet poškodovane v Luko. Težko je reči, če bojo zdravi, če bo jim tudi v napadu steklo, da bo mogoče v free agency, da se bo okrepili na kakšnem igralnem mestu. Realno gledano, ekipa ima potencial, da pride v drugi krog, zagotovo. No, super, jaz si se podobnega mnenja, v bistvu si jaz želim tudi, da seveda kot navijač, da pridejo čim dlje in da tudi Luka kar ostane v neki tekmovalni formi, seveda si tudi on, kot vsi drugi, zasluži malo počitka, ker potem pa spet evropsko prvenstvo in počitnic bo bolj malo. Kakorkoli, nekako tale delo okoli Dallasa sva praktično zdaj, kar se moje strani zaključila, pa imam še eno vprašanje, ker jaz vem, da si ti velik zbiratelj dresov, pa sem te na ogromno nekih slikah že videl z dresi od Luke Dallasa. A imaš sploh ti našteto, koliko imaš teh dresov različnih od Dallasa oziroma Luke?
To pa dobro vprašanje. Jaz mislim, da imam načeloma, kar se Dallasa tiče, imam celotno zbirko, razen prvega City Edition. Ok, bravo, vsaka čast. Se pravi, ja, tudi tistih prejšnjih od Reala, imam mislim, da od 2015. Aha. Ja, imam kar zbirko, ja. Bravo, super. Si pa bil tudi na tekmi oziroma večjih od Dallasa, prav v Dallasu, imam prav? Tako je, ja. Aha. 2019 je bilo možno potovati. Ja. Zdaj jo gledal, bom rekel, v Ameriki, nekaj srečanj. Je pa bilo res super izkušnja. Odlično. Katero tekmo si gledal, kaj ti je mogoče najbolj ostalo v spominu? Bil sem v Brooklynu sem bil, takrat še Brooklyn proti Houstonu. Okay. Videl, res super tekmo, Hardna takrat še v dresu Houstona in res super srečanje. Pogledal srečanje v San Antonio z Oklahomo, dve srečanje Dallasa proti New Yorku in proti Orlandu v Dallasu. Glavnem, veliko več kot marsikdo od nas, ki to posluša in mene samega, ki sem bil do zdaj na enem srečanju, ampak ok, tudi to se da v prihodnosti spremeniti. Že razmišljaš, da še boš kaj obiskal Ameriko, še šel na kakšno tekmo, je še to kaj v tvojih načrtih? Zagotovo. No, to je beseda. Vprašanje, kdaj bom neko razmere spet to dopuščale. Ja, drži. Načeloma ni tako komplicirana priti do Dallasa in pač treba je vse dobro vedno planirati. Sploh, ker vemo, da karte dobiš oziroma lahko kupiš komaj v začetku avgusta, po drugi strani pa sezona se začne s koncem oktobra in tudi samo možemo razmisliti, kak pa kaj. Ja, tako, drži. Kdaj bukirati lete in tako dalje. Seveda, vse je povezano eno z drugim. Je v redu, Mitja, najlepša hvala še enkrat, da si bil v moji družbi. Upam, da je to samo prvi izmed mnogih podcastov, ki sva jih naredila skupaj. Zelo zanimivo je bilo poslušati tudi tvoj vidik, kako gledaš na Dallas in Luko. Tako, kot že rečeno, Mitja Gabrijan je bil z mano na temle podcastu. Do naslednjič se še enkrat zahvaljujem vsem skupaj, da me spremljate na mojem kanalu Greg Skort. Če ste tukaj novi, vas vljudno povabim, da se naročite na moj kanal za vse nove video vsebine, highlightse in pa podobne podcaste. Do naslednjič pa vas lepo pozdravljama Gregor in Mitja. Lepo zdrav! Hvala, lepo zdrav!